Pozdravljeni! V tem videu si bomo ogledali, kako uvozimo podatke v SPSS in kako jih urejamo. Podatki so v SPSS shranjeni v datoteki s končnico SAV. Odpremo jih v okno Data Editor. Znotraj tega sta dva pogleda, Data View in Variable View. Variable View je zbirka s podatki o spremenljivkah. Tukaj predstavlja vsaka vrstica eno spremenljivko, vsak stolpec pa opis neke značilnosti spremenljivke. Tukaj so napisane naslednje značilnosti. Krajše ime, tip zapisa vrednosti, ali je to opisna ali številska spremenljivka, potrebno število znakov za zapis vrednosti, število decimalnih mest, daljši opis spremenljivke, opis vrednosti spremenljivke, uporabniške manjkajoče vrednosti, širina stolpca v pogledu Data View, poravnava niza v stolpcu, tip glede na način merjenja. Data View je zbirka podatkov, ki vsebuje vrednosti spremenljivk po enotah. Vsaka vrstica predstavlja eno enoto, vsak stolpec pa eno spremenljivko. Vedno je v prvi vrstici ime spremenljivke, v ostalih vrsticah pa imamo zapisane vrednosti za posamezne enote. Obstaja več možnosti vnosa oziroma prenosa podatkov v okno Data Editor. Prva možnost. Podatke lahko neposredno vtipkamo ali prilepimo od drugod v Data View pogled. Druga možnost. Uporabimo že pripravljeno SPSS sistemsko datoteko s končnico SAV. V rodni vrstici kliknemo na ikono mape, označimo vrsto datoteke SAV, poiščemo ter odpremo izbrano datoteko. Tretja možnost. Podatke prenesemo iz drugih programskih paketov, na primer Excela. V orodni vrstici kliknemo na ikono mape, spremenimo vrsto datoteke na Excel ter poiščemo svojo datoteko. Tukaj lahko spremenimo oziroma določimo, kje v datoteki se nahajajo podatki. Read variable names from first row of data pustimo označeno, vkolikor imamo v Excel datoteki v prvi vrstici imena spremenljivk. Spodaj je prikazan predogled, kako bodo izgledali uvoženi podatki. Kliknemo na OK. Tako uvoženim podatkom je potrebno v Variable View dodati še potrebne opise značilnosti spremenljivk. V SPSS je potrebno po narejenih spremembah podatkov shraniti datoteko, sicer bomo izgubili narejene spremembe. To naredimo v orodni vrstici s klikom na ikono Shrani.